Q3 je še en avtomobil, ki nazorno kaže, kako zelo se je spremenil svet avtomobilizma. Takrat se je namreč začelo kazati, da avtomobilske znamke v svojih modelskih paletah nujno potrebujejo športne terence vseh velikostnih razredov. Takrat se je tudi že začelo kazati ohlajanje zanimanja nad praktičnimi enoprostorskimi avtomobili. Bilo je to leto 2011. Takrat je Audi naredil avto nenavadno resnobnih linij, s časovne distance se zdaj zdi, da so ga naredili predvsem za starejše voznice in voznike, željne udobja pokončnega vstopanja in višjega sedenja. Dizajn, prostornost, dinamika niso bili tako zelo pomembni. No, želje kupcev so se v minulih 8 letih povsem spremenile. Danes mora take sorte avto izgledati drzno, dinamično in to zahtevajo celo starejši vozniki, ki so menda nekoč veljali za umirjene in nezahtevne. Zdaj pa hočejo isto kot mladi. Audi je zato spremenil svojo oblikovalsko smer. Uvedel jo je sila uspešni SUV kupé Q8 in Q3 je tiste sorte nadaljevanje, za katero je uspeh že vnaprej zagotovljen. Dinamično obliko podkrepijo dinamične vozne lastnosti. Te so pri novih Audijih že praktično pravilo. Čeprav avto sam po sebi noče biti enoznačno ožigosan. Udobje je namreč pri Q3 enakovredno dinamiki. Najbolj nova pa je vsekakor prostornost. Če je imel prvi Q3 enostavno nalogo navdušiti zgolj z višino, je novinec lahko tudi družinski avto za zahtevnejše. V osnovi 530-litrski prtljažnik je recimo možno z dolžinskim pomikom zadnje klopi povečati na skupnih 675 litrov. In ja, naslonjalo zadnje klopi delimo po sistemu 40-20-40, kar omogoča, da se peljejo štirje in še ostane prostor za kakšen daljši kos prtljage. Morda še ena podrobnost. Za novodobne Audije je tudi značilna digitalizacija, a Q3 je razmeroma dosegljiv Audi. Torej nudi le en zaslon ter klasična stikala klimatske naprave. Prepričani smo tudi, da boste prvih nekaj kilometrov precej iskali gumb za nastavljanje glasnosti. A ko ga boste našli, boste veseli, da je klasičen, vrtljiv.